Pejo Mijatović, lastnik firme Mijatović Prevozi in logistika, je svojo problematiko, kje parkirati tovornjake, že večkrat izpostavil. Že na prejšnjih srečanjih župana s podjetniki, ne le na letošnjem. Za zdaj imamo parking privremeno gor iza firme Sogefo, medtem zdaj 31. maja naj bi lastnik spremenil to zemljišče in naj bi imel ene druge projekte, ki pač mi ne moremo vplivati in jednostavno se moramo izseliti. Zato je ta problematika za nas obrtna cona, ki je kot domačin, že 20 let obljubljajo nam, pa iz toga še zmeraj nekako razmišlja to še zmeraj po mojem daleč. Obrtna cona Jeprca ima dejansko dolgo brado, saj so občinski svetniki prvo zeleno luč zanjo dali že leta 2001, kljub pomislekom, da bi bilo smiselneje aktivirati kakšno že od obstoječih in komunalno bolje opremljenih površin. 8 let kasneje so, kljub nasprotovanjem civilne iniciative, sprejeli občinski lokacijski načrt za prvo fazo. Na 5,5 hektarjih so načrtovali kar 23 gradbenih parcel, od tega 3 namenjene prav parkiriščem za tovorni promet. In že takrat smo ugotavljali, da če je nekaj zapisano, še ni rečeno, da bo v praksi kmalu tudi zaživelo. Občina je obrtno cono namreč načrtovala na privatni kmetijski zemlji. Prav noben scenarij se ji zato ni obmisel. Niti da bi kupila vsa zemljišča v obrtni coni po sprejemljivi ceni, jo komunalno opremila in kot celoto prodala, niti obratno, da bi tekom let pridobljena zemljišča prodala dobremu ponudniku. Jo je pa v zadnjih letih komunalno opremila. In lansko leto se je na pobudo podžupana Iva Repa, kot rečeno, v problematiko vključil Pejo Mijatović. Kanček upanja mi je bilo lansko leto, ko je podžupan Ivo Rep, bivši, je rekel, da ima probleme sa odkupom zemljišč na obrtnoj coni Jeprca. Sem ga vprašal, kakšne, pravi, to zemljišče je razdrobljeno in imamo več lastnikov, ki pač se ne moremo zmeniti. Mi je predlagal, če jaz rešim ta pojas ob cesti, ki jih je 6-7 lastnikov, točno ne vem, in pa lahko postanemo 2-3 samo lastnika tam na tem delu in začnemo lahko se pogovarjati. Sem bil vesel takega pristopa in smo mislili, da bo to pač nekako hitreje se reševalo. V mestu tem pojasu je ena parcela 450 kvadratov, lastnik je občina Medvode. Seveda mi kot mejaši ali karkoli smo pač bili pripravljeni, da se pogovarjamo ali za zamenjavo zemljišča ali odkup tega. Ker pač ta naša parcela, ki zdaj meji, je strateškog interesa za občino Medvode, ker tam je planiran uvoz sa glavne ceste, smo pripravljeni tudi za zamenjavo. In problem? Podžupanu Ivu Repu se je mandat iztekel in še upokojil se je. Zato je Mijatović, kot pravi, ostal brez pričakovanega sogovornika, z občutkom, da se mu rešitev spet izmika. Zato ne izključuje možnosti ponovnega konflikta, tako z občino kot z državnimi inšpekcijami. Pred leti je namreč kupil 20.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče v Mošah v upanju, da uspe s pobudo, da kmetijsko zemljo spremeni v logistični center. Jaz sem rabil to zemljo in sem začel pač naspati za parking. Pač občinska in ta državna inšpekcija ustavila, zdaj to tako stoji. Zdaj, če ne bomo najdli te poti, jaz bom nadaljeval. Pač mislim, da ću plaćati kazne, meni drugega ne ostane, ker nimam. Nimam kam, bom šel, kar bo. Župan Ned Smole je na srečanju s podjetniki sredi meseca zatrdil, da ima občina Medvode jasno strategijo prodaje svojih zemljišč v obrtni coni Jeprca do konca prihodnjega leta oziroma najkasneje v začetku leta 2025. Danes je občina lastnica dobrih 3,5 hektara tam zemljišč. Približno hektar zemljišča v privatni lasti, pri čemer je v zadnjega pol leta prišlo do izrazite konsolidacije. Tako da danes v resnici lahko govorimo, da sta dva večja lastnika, največji občina in en manjši z
mislim, da tam okrog 6 do 7 tisoč kvadratnimi metri, potem je pa še nekaj manjših. Občina zato svojo vlogo vidi le še v naročilu projekta uvoza v obrtno cono iz državne ceste. Naša strategija je, da v obrtno cono Jeprca tisti, ki bodo noter, ne vozijo skozi Žeje, ker bi to absolutno preveč obremenilo Žeje oziroma ta del Zbilj, ampak kar je verjetno v interesu tudi vsakega resnega kupca, da se čim hitreje tudi vsi tovorni in osebni promet spravi na državno cesto. Mi smo že imeli pred nedavnim, so brez direktorice občinske uprave na direkciji, tam moram priznati, da so izkazali zelo veliko mero razumevanja za to, tako da smo dogovorjeni, da takoj, ko bo proračun sprejet, gremo mi v eno tako se pravi najprej idejni projekt, potem z njimi uskladimo in zapeljemo naprej. Torej, to je, zdi se malo, ampak je v resnici relativno kar ključna zadeva. Drugo, kar je pa potem za samo prodajo, tam pa računamo 1 do 2 kupca, pri čemer seveda se zavedamo omejitev prostora na delu proti državni cesti, kjer je nosilnost terena slabša, verjetno govorimo o 1 do 2 logistih, zgornji del pa maksimalno 1 do 2 kupca, ki boste vzpostavili potem pač svojo ali bodisi proizvodno oziroma obrat, karkoli. In kako se v občinsko strategijo vključuje prej omenjena problematika Peja Mijatovića in parkirišča za njegove tovornjake? To je moje načelno stališče in dokler bom v tej pisarni, se to stališče ne bo spreminjalo. To je, da je čas pogovorov in je čas izvršenih dejstev. Ko enkrat pridemo do izvršenih dejstev, potem pogovorov ni več. Potem tudi občina odreagira samo še po črki zakona. V tem dotičnem primeru seveda govorimo o incidentu, ki se je zgodil v Mošah pred leti, zdaj ne bom več rekel 2 ali 3 leta nazaj tega. Torej tam pričakujemo, da se nobenih posegov ne izvaja več, ker gre za najbolj kakovostno kmetijsko zemljišče in kdorkoli je investitorja zavedel, da bo tam kdajkoli možna gradnja, se mu je debelo zlagal. Druga pesem je pa potem, ko govorimo o urejanju zemljišč na Jeprci, tam pa je gospod Mijatović že manjšinski lastnik, se mi zdi, da 3 zemljišč ob državni cesti. Seveda, tako on kot drugi logist, mislim, da je Škofja Loka eno podjetje, ki se s tem ukvarja, se bomo skupaj usedeli, se maksimalno potrudili, da najdemo rešitev, saj konec koncev je tudi nam v interesu, da taki in podobni dobijo prostor na namenski rabi, ki je za to primeren, ne pa na namenskih rabah, ki ni. Torej, tokrat glede na to, da je pač to predmetno podjetje tam ustavilo vse akcije v Mošah, smo rekli, da smo pripravljeni še enkrat se pogovarjati. V nasprotnem primeru se gotovo ne bi več.